Tri besede, ki so med seboj morda bolj povezane, kot bi se lahko na začetku zdelo, so slovenski, tradicionalen in zajtrk. Skupaj imajo močno sporočilo, da je treba ohranjati slovensko tradicijo tudi s prehrano. Vemo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, zato se tudi na osnovnih šolah trudijo, da bi to sporočilo ohranjali. Slovenski tradicionalni zajtrk je mleko, domač kruh, maslo in med. In moram reči, da otroci zelo radi jedo ta zajtrk, tudi sicer, ko ga imamo v šoli. Hkrati pa je seveda ta dogodek pomemben tudi zato, da otroke in starše ozaveščamo, da imamo kar nekaj slovenskih tradicionalnih jedi, ki bi mogoče že šle v pozabo, če ne bi na njih na različne načine opozarjali, in tako opozarjamo tudi na šoli. In ta teden, v tem tednu, ko imamo tradicionalni slovenski zajtrk, imamo tudi v ostalih dneh slovenske tradicionalne jedi za malico in kosilo. Na osnovni šoli imajo v sklopu vrtnarskega krožka tudi svoj vrt, na katerem otroci pobirajo pridelke, ki so jih sami posadili in posejali. Solato, korenje, peteršilj, paradižnik. V tem letu smo posadili tudi jagode in verjemite, da je nepopisno veselje, ko tudi prvošolci gredo na vrt in si lahko kakšno jagodo utrgajo, torej sploh nikoli ne kontroliramo, kdo je zdaj kaj pojedo. Otroci so večinoma navajeni jesti zajtrk tudi doma, preden se odpravijo v šolo. Dodatek kem včasih kruh pa marmelado in potem pa še kako zelenjavo. Pa ponavadi jem neke kosmiče pa mleko. Nisem navajena. Ko sem še šla v vrtec, sem jedla še, ker nismo imeli tako zgodaj. Pečene jajce, včasih šmor, včasih kruh pa med, pa take stvari. Kruh, maslo pa med, pa kruh, maslo pa marmelado, pa zraven pijem mleko. Jaz pa preden grem v šolo, si ponavadi jem kosmiče ali pa si naredim jajčko. Šole naj bi imele čim več lokalno pridelane hrane. Ministrstvo je uvedlo novo razširjeno shemo, v kateri je lahko lokalno pridelane hrane še več. Šole so različno velike glede števila učencev, od 200 do 1200 otrok, zato je regionalno pomembno, kako lokalno pridelana hrana lahko pride pravi čas in pravi dan na šolski jedilnik. Kot veste, močno spodbujamo zdrav duh v zdravem telesu in če je kaj pomembno, je dober začetek dneva z dobrim zajtrkom, polnovrednim zajtrkom, tudi zato, da se lahko čez dan tudi gibljemo, da se lahko lažje učimo, da se kakovostneje učimo in seveda, da tudi spodbujamo res zdrav odnos do hrane in do zdravega življenja. Kljub temu, da v večini evropskih držav za zajtrk v šolah dobijo rogljičke, toste, jogurte, pudinge in morda kakšno sadje, smo veseli, da se pri nas ohranja in podpira lokalna in domača, kakovostno pripravljena in tradicionalna slovenska hrana. Naj bo tega še več tudi v naših domovih.